Čeprav je Sveti Duh tisti, ki premika Cerkev, je za mnoge kristjane neznanec ali pa celo ujetnik razkošja. Tako je opozoril papež Frančišek med jutranjo homilijo. Med mašo je posebno misel namenil sestram usmiljenkam, ki delajo v domu svete Marte in danes obhajajo praznik svoje ustanoviteljice svete Ludovike de Marillac. Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh. Te besede prvih učencev iz Efeza med pogovorom z apostolom Pavlom so bile papeževo izhodišče za premišljevanje o prisotnosti duha v življenju kristjanov. Kakor tistim učencem se tudi danes namreč dogaja, da navkljub veri v Jezusa mnogi kristjani ne vedo, kdo je Sveti Duh. Iz katekizma so se naučili, da je del Trojice, nič pa ne vedo o tem, kaj dela. Sveti Duh je tisti, ki premika Cerkev, je tisti, ki dela v Cerkvi, v naših srcih. Je tisti, ki iz vsakega kristjana naredi osebo drugačno od drugih, a iz vseh skupaj dela enost. Je tisti, ki vodi naprej, nas težaj odpira vrata in te pošilja, da bi pričeval o Jezusu. Sveti Duh je tisti, ki nas žene, da bi hvalili Boga, da bi molili, On moli v nas. Sveti Duh je tisti, ki je v nas in nas uči gledati očeta ter mu reči, Oče. Osvobaja nastanja sirot, v katerega nas hoče pripeljati posvetni Duh. Sveti Duh je protagonist žive Cerkve. Nevarnost pa je, da kadar tega ne živimo, kadar temu poslanstvu Svetega Duha nismo kos, takrat vero skrčimo na moralo, na etiko. Ne sme se ustaviti zgolj pri izpolnjevanju zapovedi, je opomnil papež Frančišek.